Matjaž Kopitar, včeraj po uspehu proti Belorusiji ste sami poudarili, da pretirane euforije ne sme biti, prav zagotovo tudi danes kakšne posebne žalosti ne boste dovolili, ampak uvod v tekmo je bil danes predvsem drugačen kot včeraj. Ja, danes smo naleteli na bistven, ko ne rečem, močnejšega nasprotnika, mislim fizično močnejšega, drsalno so sploh v prvi tretjini bili hitrejši od nas in pa tudi v duelih boljših, tako da s to prvo tretjino sigurno ne moramo biti zadovoljni. Potem pa mislim, da smo pa bili dve tretjini boljši nasprotnik, ampak manjkal je gola, ne. Tako da to je majhen, nam rekel, zdaj zaskrbljujoč daleč od tega, ampak en opozoril, da je treba pač biti majhen bolj odločen pri teh zaključnih strelih. Dejstvo je pa tudi, da so Avstrijci zelo blizu stali, da ni bilo tako takih odprtih strelov, da bi z lahkoto dosegali gole. No, tako da mislim, da se lahko kaj naučimo s te tekme. Avstrijci so vas nazadnje premagali v Bratislavi na svetovnem prvenstvu, očitno velika želja po včerajšnji ne ravno prepričljivi tekmi proti Franciji, da vendarle dobijo ta, ne bomo rekli, večni obračun. Ne, jaz tukaj ne iščem zdaj nekih zgodb od zadaj. To je bila samo za nas ena pripravljalna tekma in bilo je veliko momentov, imeli smo igro z igralcem manj, igro z igralcem več, nismo dali gola zdaj že na dveh tekmah z igralcem več, to ni dobro. Potem igrali smo 6-5, 2 minuti pa 20 sekund, če se ne motim. Tudi ni bilo nekako slabo, ampak pač danes ni bilo tega zaključka in to je rezultat. Včeraj ste tudi poudarili, da so se fantje v največji meri držali vsega tistega, kar ste se domenili in na sestanku in v garderobi. Kaj je danes manjkalo od tega dogovora? Ja, v prvi tretjini se je videlo, ne, da so bili Avstrijci hitrejši, drsali so, močnejši so bili na paku, močnejši so bili v duelih. Za dve tretjini pa mislim, da smo prevladovali, samo tako, kot sem rekel. Zdaj, če bi zadeli enkrat, dvakrat, bi se to obrnilo v drugo smer, tako se pa žal ni in to tako je. Nekaj ste tudi zamenjali, denimo Tavžlja ste postavili potem ob bok v drugem branilskem paru, Klemenu pred Pretnarju, Podlipnik je včeraj odigral lepo predstavo, je dobil novo mesto. To pomeni, da tudi jutri lahko kaj pričakujemo, kakšne zamenjave? Ja, vse bomo videli, tako da to je včasih tudi od momenta odvisen, kako in kaj gre. Danes nekih razen tega ni bilo potrebe po kaj drugemu, ampak upam, da tudi jutri ne bo, ampak da bo nekako že od samega začetka igra potekala drugače. Francozi po tistem, kar so pokazali doslej, najmočnejša ekipa tega turnirja, vsaj vodilni so po 2 dnevih, priprava za jutri? Ja, sigurno, se sami veste, zdaj pozna tekma, jutri je zgodna tekma za nas, ampak tako pač na teh turnirjih je. Zdaj pomembna je regeneracija, počitek, priprava, normalno to bo potekalo vse tako kot more in pa jutri še ena tekma. Treba bo predvsem zboljšati realizacijo, zato ni treba biti kaj pameten. Treba bo skušati dati kakšen powerplay gol, mogoče tudi kakšna neumna izključitev danes, nepotrebna, tako da imamo kar nekaj teme jutri za sestanek pred tekmo in pa seveda še zadnja tekma. Dobro opravite in hvala za pogovor. Hvala.